Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne študijske knjižnice hrani nad 1200 arhivskih škatelj, ki vsebujejo originalno gradivo ali reprodukcije od konca 19. stoletja vse do naših dni. Nekateri fondi vsebujejo nad 100 škatelj, druge sestavlja samo ena škatlja. Vsi fondi predstavljajo arhivsko bogastvo odseka za zgodovino in etnografijo. Vsak fond ima svoj izvor, svojo zgodbo. Tu ločimo predvsem 3 kategorije fondov. Prvi so osebne zapuščine, potem so fondi raznih arhivov ali ustanov in potem še tematske zbirke oziroma tisti fondi, ki sami zbiramo dokumente in razno gradivo. Vse to dokumentarno gradivo popišemo, objavimo na našo spletno stran in tudi v online katalog COBISS. Ko govorimo o fondu Primorski dnevnik, mislimo predvsem na fotografije Marije Magajne. Ta fond predstavlja naše največje bogastvo. Fond vsebuje nad 8000 kuvert oziroma skoraj 300 000 negativov. To pomeni, da je naše največje bogastvo ne le po kakovosti, temveč tudi po količini. Fond Primorski dnevnik ne sestavlja samo negativi, ampak vse te negative smo pri podjetju digitalizirali. Ko obiskovalec si želi ogledati Magajnove fotografije oziroma fond Primorski dnevnik, si jih lahko gleda na našem sedežu in izbere prav tisto, ki potrebuje. Ob fondu Primorski dnevnik hrani odsek tudi svojo fototeko, ki vsebuje nad 80 000 fotografij. Gre za fotografije od konca 19. stoletja vse do naših dni. Torej gre za fotografije pred Prvo svetovno vojno, za fotografije obeh svetovnih vojn, za fotografije medvojnega obdobja in seveda potem največja količina fotografij je za obdobje po Drugi svetovni vojni do sodobnosti. Na odseku za zgodovino hranimo tudi biografski arhiv, ki vsebuje približno 2500 imen. Tu so zbrani razni dokumenti in drugo gradivo pomembnih osebnosti za Slovence v Italiji. Na odseku za zgodovino in etnografijo ne skrbimo le za hranjenje gradiva. Sodelujemo tudi pri raznih drugih aktivnostih. To pomeni, da lahko prirejamo srečanja, delavnice, raznorazna predavanja, ki so namenjena mladim ali pa lahko tudi manj mladim. Te aktivnosti se odvijajo na našem sedežu na ulici Monteki, včasih pa tudi na drugih lokacijah. Mislim na Bazoviško gmajno, včasih imamo skupine v Narodnem domu, včasih pa srečanja potekajo tudi preko spleta ali tudi v šolah. Ko pomislimo na odsek, se moramo spomniti, da ne gre le za odsek za zgodovino, temveč tudi za etnografijo in se zelo trudimo, da bi tudi to značilnost ohranili. Raznorazne aktivnosti se torej odvijajo tudi na tem področju. Na primer, naj omenim projekt Omrežje besed Una rete di parole, ki ga podpira dežela Furlanija Julijska krajina. Vsako leto med septembrom in oktobrom se odsek za zgodovino vključi v dneve evropske kulturne dediščine. Prirejamo ponavadi dogodek na temo, ki ga določi Slovenija. Z nami takrat sodelujejo tudi šole, razna društva in tudi druge ustanove. Strateškega pomena so za odsek tudi sodelovanja z raznimi ustanovami. Naj omenim vsaj Inštitut za zgodovino odporništva in sodobne dobe Furlanije Julijske krajine. Z inštitutom smo sodelovali pri spletni razstavi Z ognjem in mečem, italijanska zasedba Jugoslavije 1941-1943. Razstava je dobila pokroviteljstvo italijanske poslanske zbornice. Odsek za zgodovino in etnografijo sodeluje tudi pri vsakoletnih slovesnostih v spomin na 4 bazoviške junake.
Vsako leto se torej v mesecu septembru odvijajo raznorazne aktivnosti, katerih višek je osrednja slovesnost na Bazoviški gmajni pri spomeniku. Gre za enega izmed najpomembnejših dogodkov, ki združujejo Slovence v Italiji.